Ko takole obiskujemo stare objekte, ki so bili deležni temeljite prenove, si ne moremo kaj, da ne bi opazili izjemne srčnosti in predanosti njihovih lastnikov, za katere se zazdi, kot da dihajo skupaj z objektom, kot eno. Sonja in Andrej sta se za nakup hiše odločila, čeprav sta dom že imela in novega projekta nista iskala. Bila pa sta prepričana, da si tak objekt vendarle zasluži dostojne prenove. Več kot 250 let že poteka življenje v tej hiši v Kosezah pri Ilirski Bistrici. Zahvaljujoč novim lastnikom, ki so pošteno zavihali rokave za njeno obnovo, pa se zdaj ponaša tudi z novo, z mnogimi cvetlicami okrašeno podobo. Gre za eno od prvih hiš v vasi Koseze, katere hišno ime, Grofičevi, daje vedeti, da je nekdo izmed prebivalcev svoj čas služil na gradu ali pa bil potomec graščakov, ki so živeli na gradu v bližnji vasi. Sonja in Andrej, živjo, povejte mi prosim zgodbo tele hiše in tega vrta, kjer sta vidva v resnici soseda, ne? Ja, sva soseda, tole zraven živiva. To je bil tudi povod za nakup te hiše, no. Dejansko pred koliko leti, že 2018, se je ponudila priložnost za nakup te hiške, posestva in vrta velikega, ne. In se nam je zdelo, da je to priložnost, ki jo ne gre zamuditi. Andrej sploh je bil zagret za to zadevo, ker pravi, da se vsake 3 generacije pojavi priložnost za združitev, recimo temu, takih posestev, ne. Torej, mi smo zraven, priložnost je bila, rekla smo, dajmo probati in potem pa so se hitro začeli načrti v glavi, kaj vse bomo tukaj naredili, ne. In tudi najboljše je biti sam sebi sosed, ne? Ja, dobro. Drži, ja. Nekaj tudi na tomu. V kakšnem stanju pa je bil tale objekt, ko ste ga takrat kupila? Ja, zunanjost je bila približno tako, kot je zdaj. Se pravi, sosed, predhodni lastnik je poskrbel za novo kritino in tudi fasado je imel urejeno. Sama notranjost je bila pa potrebna temeljite prenove, no. Tako da smo mogli kar zavihati rokave. Diplomatsko rečeno, potrebna temeljite prenove. Ja. Skratka, bil je kažin. Dokaj. In kako globoko je bilo treba zdaj poseči v to prenovo? Kaj vse je moralo ven? Dobesedno globoko. Aha. Šli smo enih dobrega pol metra pod tla. Šlo je ven vse, kar je bilo noter. Očistili smo temelje, v bistvu temelje. Hiša je precej stara, iz leta 1767 so prvi zapisi. Tako da tistih temeljev v klasičnem smislu besede ni. So samo večji kamni zloženi na tla in na njih je bila hiša grajena, tako da te kamne smo vse očistili, potem dodatno izolirali, nasuli drenažni sloj, talno ploščo, vse potrebne cevi za kanalizacijo in ostalo, pa potem toplotna izolacija, talno gretje, keramika, tako da ja, smo šli precej globoko. In, Sonja, tukaj dam pa vam besedo, da pohvalite malo Andreja, ker menda se je vsega večinoma sam lotil, seveda s pomočjo prijateljev, ne? Ja, priden je res spreten in imamo fajn prijatelje in sosede, no, tako da dosti popoldnevov, sploh prenova je trajala skoraj 3 leta, no, v tistem koronskem obdobju 19, 20, 21. Veliko popoldnevov so tukaj preživeli fantje in korak po korak, projekt po projekt, tako da razen res tistih večjih gradbenih del in takih stvari so res dosti sami ponaredili, tako da pridni. Prenove so se lotili z velikim spoštovanjem do zgodovine objekta. Veliko kosov pohištva so previdno obnovili in jim našli mesto v prenovljenem interjerju. Med njimi je vrsta kakovostnih kosov, ki nakazujejo, da je ta hiša pred stoletjem veljala za dokaj premožno. Eden takšnih je recimo češnjevo pohištvo, ki so ga na novo umestili v eno izmed sob. Ko smo pregledali situacijo, rekli, želimo ohraniti čim več, ne, tako da smo dali na kup, ki je šel na deponijo, ampak večina pohištva sploh je ostala, ne, in smo ga obdržali, nekaj kosov smo malo obnovili, jim dali novo življenje, da rečem. Recimo v spalnicah so bile tiste komode z marmornimi ploščami, zdaj smo jih ponucali, porabili v kopalnicah. In tako da ja, maksimalno smo želeli izkoristiti iz več razlogov, ne.
Eno je, da pač stvari živijo naprej, drugo je, ker so bile včasih dobro in kvalitetno narejene in so dejansko 100 let že tukaj in zakaj ne bi bile še naslednjih 100 let. Tako da ja, mislim, se nam je zdelo pomembno. Poleg tega pa reciklaža, upcycling in vse te zadeve, mislim, tudi iz tega vidika, čisto ekonomskega se nam je zdelo smiselno, ne? Bolj privlačno in verjetno tudi malo bolj poceni, ne? Ja, seveda, mislim, seveda. In z drugom, ja. Ja. Pa tudi vsi ti kosi imajo neko dušo. Ja, vprašaš se, ne, kdo je tukaj živel, zakaj so uporabljali, kaj so imeli noter, tako, imajo nek šarm. Ama kateri izmed teh kosov za vaju še posebno dušo, da vam je še posebej pri srcu? Seveda moram omeniti našo plavo, bi rekli mi, kredenco, tukaj na vhodu smo jo dali. Včasih je bila v enem malem skladišču tukaj zadej, v eni garažci, na kosih pa najslabše stvari možne so bile v njej spravljene, no, najbolj umazane. Tako da, ampak prvič, ko smo jo zagledali, se mi zdi, ker oba, jaz kar nisem mogla verjeti, take lepe, sinje, modre barve je bila in inače smo rekli, to bomo vsekakor obdržali. Res, da sem jo eno poletje, jaz rečem, pucala, kar nekaj slojev, te maščobe, umazanije je bilo na njej, ampak na koncu še s tistim zadnjim slojem voska je prav lepo zaživela. No. Tako da vse je lepo očara, takoj ko stopijo na vežo, se mi zdi. Tako boga je bilo včasih, zdaj pa res dobro zgleda, ja? Ja, je bila, ampak ja, super je. Stene krasijo dela lokalnih ustvarjalcev, s čimer se je prenovljen objekt preobrazil tudi v neke vrste priložnostno galerijo. S tem so želeli predstaviti vrsto lokalnih zgodb, ki prihajajo iz Ilirske Bistrice in njene okolice. Poleg tega sta lastnika v prenovljenem gospodarskem poslopju ob hiši uredila tudi prostor za lastne hobije. Za medarno in cvetarno. Prva je plod Andrejeve velike ljubezni do čebelarstva, v drugi pa pod spretnimi Sonjinimi rokami nastajajo prekrasne cvetlične kreacije, tako imenovane cvetlične gospodične. Eno izmed cvetličnih kreacij je mogoče občudovati tudi v spalnici, kjer je Sonja iz lesenih krogov, ki jih je podaril prijatelj, ustvarila ličen mobile, ki lepo zapolni prostor z visokim stropom. Kako ste si pa zamislili okolico? Tudi tukaj ste bili previdni oziroma ste želeli vnesti neki preteklosti zgodovine te hiše? Ja, vsekakor. Dejansko pri obnovi smo izkopali iz stav precej teh starih škrl, ploščatih kamnov, katere smo uporabili za pločnik okrog hiše. Tle je bila stara štirna, katero smo za vsako ceno hoteli ohraniti in smo tudi ohranili, ker vodnjak oziroma štirna ima svojo vrednost. Divje sta rasli dve trti, katere nam je tudi uspelo ohraniti in smo jim zdaj dali mesto z novimi latniki okrog hiše. Ker sem prej omenil štirno, odločili smo se tudi, da zbiramo deževnico, ki jo pa uporabljamo za reciklažo oziroma za splakovanje WC kotličkov. Ja, celo prenovo smo zasledovali, želeli smo pridobiti certifikat zeleni ključ, recimo, ne. To je okoljski certifikat in nas je nekako tudi malo vodil pri prenovi, ne, da smo pri elektriki, vodi, pri vseh teh zadevah razmišljali, da bomo uporabili energetsko učinkovite rešitve, no. Včasih ni bila hiša tako odprta, dejansko smo naredili vrata in prehod na teraso. Se pravi, tukaj je bilo eno okence, včasih verjetno niso tako potrebovali vrta in terase za počitek, ampak so bili utrujeni od česa drugega, od dela. No, mi pa smo rekli, bomo obrnili dogajanje na drugo stran, naredili teraso, spet ponucali ogromno starega nekega orodja za dekoracijo. Kurišče, recimo, je tudi reciklirano. Da, Andrej, naj bi se uporabljalo za... Jaz mislim, da je mogel biti kakšen star industrijski mešalec za testo. Vse deluje tako, no, na prvi pogled. Fantje so tako ocenili. Tako smo ga ocenili, ja. Ja, zraven kurišča so, mi jim rečemo jajca, lesena jajca. Ja, sej, to bi jaz tudi rekel, pa nisem hotel neumen izpasti. Ja, Andrej rad prime motorko in vse mogoče lesarsko orodje in si je želel delati jajca lesena, tako da zdaj smo jih lepo okrog tega kurišča dali in se zabavajo ljudje, ne. Res, da so prijetna, so pa tudi en tak dekorativen, lušen element. No. Tako da ja, Andrej res je ogromno stvari sam ponaredil. Tudi tiste stolčke s 3 noge okrog barske mizice, ne, ki je pač na enem starem spet lesenem sodu, je tudi sam naredil. Prvi je bil malo tako, prototip
Ni bil na drugi, tretji, četrti, so bili pa že odlični, tako da je fajn ga imeti zraven. Enkrat bo znal narediti taka lesena jajca, da se bo še kaj izvalilo na koncu iz tega. Nikoli ne veš. Projektov vrti ogromen še, tako da projektov nas še kar nekaj čaka. Idej pa tudi je, tako da bomo počasi. Zdaj vidva sta se odločila, torej ne rušiti, ampak obnavljati, pustiti tisto, kar je dobrega. In me zanima, kaj bi položila na srce tistim, ki dvomijo, ali bi šli v obnovo nečesa podobnega. V prvi vrsti zadosti dobre volje, ne obupati takoj pri prvem problemu, ker problemi se vrstijo en za drugim in moraš imeti rešitev za vsak problem, ne pa problem za vsako rešitev. To računati, da bo trajalo dlje, kot si misliš, da bo trajalo, to je treba kar vzeti v zakup. Pa fajn je, če se sam zavihaš rokave, pa sam kaj ponarediš. Žal je z majstri tako, da se jih zmeraj predolgo čaka. Ja, je pa, jaz bi dodala, da je pa ta občutek na koncu, ko se stvari pozložijo, ta obnova sicer traja, in ne veš točno, saj midva nisva vedela, midva nisva imela izrisanega načrta, to tako bo izgledalo na koncu, Nama so se ideje porajale, izvajala sva jih in na koncu se je zložilo to, kar se je, In ta občutek, ki ga dobiš na koncu, je pa res lušeno, pa fajn. Je fajn se potruditi, za ta občutek na koncu. Pomembno pa nam je tudi, da smo nekaj ohranili, Ta naša krajina se spreminja, in resno, ko pogledamo tisti zemljevid iz 1700-800, in naša hiška je narisana, naš kvadratek je tam, in kdo smo zdaj mi, da bomo ga pa zbrisali, Se nam je zdelo smiselno in vredno ga ohraniti.